učinkih zakona o minimalni plači smo lahko videli, kako veliko domin se bo v naslednjem letu podrlo, kolikor ne bo prišlo do ponovnega premisleka o zakonu, ki ima tako globoke reze za gospodarstvo in za ljudi. Zato računamo in apeliramo na modrost politike, da ne bo želela ustvariti spontani scenarij, v katerem bomo v naslednjem letu, namesto da bi nam šlo bolje, v bistvu gledali, kako gremo po krivulji uspešnosti in uspeha. Težava seveda je pri višini minimalne plače, da je v bistvu ta relativno visoka do povprečne plače, pa seveda se je že v zadnjem desetletju v bistvu kar precej realno ukrepila. Torej, trenutno smo v gospodarski situaciji, ko je brezposelnost nizka in bi lahko rekli, da višina minimalne plače ne krni zaposlovanja in s tem bi se seveda lahko strinjali. Na drugi strani s tem v bistvu podajamo sporočilo delovno-intenzivnim dejavnostim, tam, kjer je strošek dela relativno visok, kjer tudi v bistvu produktivnost dela ni tako enostavno povečevati, da je v bistvu proizvodna lokacija Slovenija manj smiselna alternativa kot pa nekatere cenejše. Tako da glavna težava seveda minimalne plače je za delovna mesta, ki so manj produktivna, za manj kvalificirane dejavnosti ter tudi za mlade.